Živijo in dobrodošli v Slovenski kinoteki. Dobrodošli zdaj v kinoteki na spletu, kamor smo se preselili v času ukrepov za zajezitev epidemije. Prostor, kjer se srečujemo zdaj, je skorajda virtualen prostor. To je prostor srečen, pa vendarle imamo do njega v kinoteki dosti dvojni, ambivalenten odnos. Po eni strani smo veseli, da imamo vendarle en stik z našo publiko, po drugi strani pa obupujemo, zato ker resničnega stika s publiko nimamo. Ko mi čakamo, da odpremo dvorane, da se naše platno spet zasveti, do takrat pa se srečujemo tukaj. Današnji program je posvečen nagrajencu Prešernovega sklada, Matjažu Ivanišinu. Matjaž Ivanišin je eden od slovenskih režiserjev, ki ga v kinoteki preprosto obožujemo. Matjaž, dobrodošel. Zdravo. V kinoteki smo skratka veliki ljubitelji opusa, filmskega opusa Matjaža Ivanišina. Velikokrat tudi kažemo njegove filme in se o njih pogovarjamo. Nocoj pa vam bomo predstavili tiste filme, ki so bolj začetka njegove poti, njegovega filmskega ustvarjanja. Dva študentska filma, dokumentarni film Kje Sara in pa igrani film Quick View. Potem pa bomo pogledali še 4 filme, ki so nastali kot del sklopa Arhitektura. To so 4 kratki filmi, ki so nastali v produkciji Vertigo in pa Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. Preden pa gledamo filme, bomo pa Matjaža še vprašali malo o njegovem ustvarjanju, in ker bo to en tak splošen pogovor, ne bomo govorili o tvojem zadnjem filmu, za katerega si tudi prejel nagrado Prešernovega sklada, ampak mogoče bolj na splošno o ustvarjanju in enih začetkih tvoje filmske poti. Pa dajva zelo osebno. Kako si se srečal s filmom? Zakaj si se odločil za študij na akademiji? Jaz mislim, da sem se na začetku pravzaprav začel spoznavati sploh s filmom, ali pa bi rekel bolj s tehniko filmsko. Preko raznih aparatur, ki so bile, mi smo v Mariboru imeli tak stanovanje, potem pa je bil en hodnik, potem so pa bile od zunaj še ene sobe in tam je bilo spravljeno en cel kup materiala, ki ga je moj oče koristil za fotografijo, s katero se je včasih ukvarjal, pa tudi za snemanje. So bili ena družba, ki so snemali kratke amaterske filme. In pol sem jaz na eni točki začel po tem našem stanovanju seveda brskati in odkrivati fotoaparat, slike razvite, razvijalce, fiksirje, povečevalnike za razvijanje fotografij, 8-milimetrsko kamero, projektor, se pravi, vse je to tam bilo. In en cel kup neposnetih 8-milimetrskih filmov. In ti 8-milimetrski filmi so imeli včasih, ko si ti film kupil, si hkrati s filmom dobil tudi eno tako kartonasto vrečkico noter. Ti si hkrati, s tem, ko si film kupil, si že v tej ceni je že bilo vključeno razvijanje. Ti si pravzaprav dal samo v to vrečkico ta film, napisal gor svoj naslov, poslal v Švico, si mogel plačati za poštnino in dobil nazaj čez 14 dni takrat film. Tako da jaz sem počasi to tehniko začel odkrivati, videl, kaj ta tehnika lahko proizvede preko teh stvari, ki jih je moj oče že delal, od fotografij do filmov. In pol sem na neki točki hotel tudi sam probati. Filmi so bili na voljo, kamera je bila tam, projektor je bil in potem sem enostavno te filme vzel in začel snemati. Druga taka stvar je bila pa pomembna, da smo pa pravzaprav na gimnaziji, na katero sem hodil, smo imeli eno gledališko šolo. Tako da tam smo pa ena skupina, se nas je začela, smo se srečevali, družili, delali predstave in na nek način je to skupaj potem pripeljalo do tega, da sem malo razmišljal, ali bi šel študirati film ali gledališče, ampak potem sem se na neki točki precej hitro odločil, da me bolj zanima filmska režija. In sem pol na tiste
očetove osmičke, ki so seveda bile že zelo s potečenim rokom, ampak to me nič nekaj posebej motilo. Ne, bilo je vse zastonj pri roki, sem pol posnel film za spremne izpite. To je bil začetek. In pa si šel na akademijo. Kaj ti je bilo takrat najboljš na šoli ali pa najbolj, kaj te je najbolj veselilo, pa mogoče še v odnosu, kaj pa, če zdaj pogledaš, je največ, kar ti je šola dala? Ja, jaz mislim, da najbolj sem si zapomnil to, ko sem pravzaprav prišel v prvi letnik in dobiš, skupaj si v razredu, v mojem primeru s 3 sošolci. In ta neka začetne vaje, ki smo jih snemali. Takrat, ko sem študiral, je bilo pravzaprav možno na filmskem oddelku študirati samo filmsko režijo. Zdaj je tam katedra za montažo, katedra za kamero posebej, ampak v našem času si pa lahko študiral samo režijo na filmskem oddelku in meni je sijajna stvar bila, da smo mi sami mogli snemati tudi svoje vaje. In te prve vaje so meni bile najljubša stvar na celi šoli. Se pravi, to, na kak način si ti dobil ta trak omejen na voljo, 16mm to kamero, kako si mogel sam vložiti, posnet, potem pa to pričakovanje, medtem ko se je film razvijal na RTV-ju, se pravi ti dnevi, ko si čakal, kaj boš dobil nazaj, oziroma se sploh kaj vidi, ali se nič ne vidi, ali ti je kaj ratalo, ali ne, to vznemirjenje, to mi je najljubša stvar bila. Nekateri niso toliko marali snemati sami, meni je bilo pa to najljubša stvar. Če pa zdaj pogledaš nazaj? Jaz mislim, da je to kar ostalo. Ja, jaz mislim, da ta začetek, ta prvi letnik, to vznemirjenje, pa pol tudi drugi letnik, dokumentarni film, se mi zdi, da smo bili ena ekipa, ki smo se pač preprosto ob tem, da smo pač delali te poskuse s kamero, poskuse z zgodbo, pač na nek način ta medij probali vsak na svoj način preizkušati z raznimi rezultati. To se mi je zdelo, no, da je bila najboljša stvar, poleg seveda druženja. No, to pa je ena stvar, ki je pa seveda tudi specialna in to je ena od boljših stvari. No in prav, že ko si prve stvari govoril, sem začela razmišljati, da kar je tudi videti potem čez vse tvoje filme, da imaš en poseben, skoraj, veš, tipen odnos s filmom, ne? Tak zelo fizičen. Filme še vedno pogosto ali pa praviloma snemaš tudi na filmski trak, ampak v tvojem življenju je pa v bistvu filmska tehnika in pa tehnologija naredila en velik preskok, ne, na digitalno. Kakšen je pa tvoj odnos do tega? Ja, jaz rad delam s filmom, pa se mi zdi, da poskušam še vedno stvari, za katere se mi zdi, da odgovarjajo sami ideji ali pa vsebini filma, poskušam še zmeraj snemati na film, če seveda to nek, bi rekel, vsebina pa sam neki okvir, ki si ga zastavim, seveda podpirata. Ni mi pa nikakor ne nujno ali pa, kako bi rekel, nikakor ne mislim, da se da snemati stvari samo na film. Če je vsebina to narekuje, mi je digitalna tehnologija, oziroma se mi zdi, da bi bilo neumno z moje strani, da bi silil s filmom v neke stvari, kjer zanj ni potrebe. Vseeno pa še velikokrat tudi sam posnamaš na kamero, če je le priložnost, ne, tako se zdi. Ja, mogoče to tudi izhaja iz tistih začetkov, ko sva prej govorila. No, mislim, meni je bilo zelo ljubo prav tiste začetke s tistimi osmičkami mariborskimi, sam snemati svoj film, gledati skozi kamero in potem tudi dobiti nazaj, razviti material in videti, kaj sem pravzaprav gledal. To mi je ena taka vznemirljiva stvar in to se je pravzaprav tudi v tem prvem letniku akademije vleklo do teh filmov, ki smo jih potem kasneje delali, za katere smo že morali angažirati ljudi od zunaj, se pravi, si že dobil direktorja fotografije. In mogoče je to en razlog, da me to še danes, če je le prilika, rad tudi sam kaj posnamem. No?
Se pravi, današnji program je v bistvu program v narekovajih naročenih filmov. 2 bosta akademijska, 2 sta tudi že imela, recimo 4 so pa imeli koncept, rečemo temu, preden si ti prišel v zgodbo. Ampak drugače, sicer pri tvojem ustvarjalnem procesu, kje se začne film? Kako se odločiš, da je neka ideja pa zadosti pomembna tebi, da jo boš nadaljeval, razvijal, da boš veliko o njej razmišljal? Ja, ponavadi je tako, da pravzaprav težko določim čisto začetek, zaradi tega, ker se mi zdi, da se na neki točki nekaj naseli v meni ali pa se nekaj zasidra v meni, ampak ni nujno, da takoj prepoznam to, kot da je to že pravzaprav film. Lahko je samo nek občutek in potem počasi to na nek način, včasih hitreje, včasih počasneje, na nek način trka, ne, na vrata in pač na neki točki pač je, ne, tega trkanja toliko, da rečem, zdaj pa ne moramo drugače, ne, kot da gremo v film. To, da je pa ena stvar, po drugi strani, kot si rekla, že na začetku ali naročena ali pa omejena, to mi pa dostikrat tudi ustreza zaradi tega, ker se mi zdi, da imam rad, če imam neko omejitev pri tem. In se mi zdi, da če imam na nek način, če zdaj razmišljam, da imam vse na voljo, pa kaj bi jaz zdaj pravzaprav snemal, da sem precej izgubljen, da imam na voljo vse, pa hkrati nimam nič, ne vem pravzaprav, kaj točno je tisto, kar bi. Tako da je tudi včasih mi ustreza, da me nekdo postavi nekam pa reče, tu zdaj delaj in jaz pol znotraj tistega prostora iščem v svoj svet in probam nek svoj odnos in svoj svet ustvariti preko te omejitve. No, lahko je to lokacija, lahko je to, ne, kaj pa zvem, tema, objekt, kot v enih od teh filmov. To bi rekel, no. Ali pa konec koncev tudi človek, ne, tako kot je v primeru Kar popotnika, recimo. Kaj imaš pa najraješ v procesu snemanja oziroma izdelave filma? Kaj te najbolj mika? Kaj ti je mogoče največja muka? Zelo imam rad ta začetni del, kjer je pravzaprav vse še zelo odprto in vse še zelo mogoče. Se pravi, ta raziskava, no, da bi rekel, no, sploh to raziskava na terenu, to mi je na nek način zelo ljubo. Zaradi tega, ker se mi zdi, da jaz si nekaj zamislim, ampak pol, ko gremo pravzaprav s tem, kar smo si zamislili na terenu in začnemo raziskovati, se odpirajo neke možnosti, na katere nisem nikoli pomislil in se mi vse zdi toliko boljše od tega, kar sem si predstavljal in toliko bolj nujno za ta naš film. Da mi je to odkrivanje mi je zelo ljubo. Snemanje mi je tudi v redu, najtežje mogoče celo prenašam ta zaključek filma, ko je treba dejansko v barvni korekciji, v zvoku. Vsakič pridem pa gledam, pa vsakič sem malo drugače razpoložen, pa malo drugače vidim, pol na koncu se mi zdi, da nič več ne vidim, da pa slišim včasih na pol, pa ne več. Včasih preveč, kaj pa jaz vem. In to mi je težko, no. Mogoče se težko poslovim pol od filma, ali kaj pa vem. Saj sem hotela prav že prej vprašati, kako pa pol veš, da je film zaključen, ne? Kako si rečeš, zdaj pa dosti? Ne vem, jaz na eni točki ti tudi vse skupaj se mi zdi pove, da zdaj pa dosti. Jaz bi rad zdaj kak film zaključil tudi tako, da bi sam prej že opazil, da je dosti. Včasih se mi zdi, da moram iti kar malo nekam preko, da opazim, da je dosti. Pa ne bi hotel. Mislim, pri vsakem naslednjem si rečem, da ne bom, da bom ga zaključil takrat, ko ga je treba zaključiti. Se mi zdi, da včasih, da grem dostikrat še kak korak naprej, ko mogoče ni bilo čisto nujno. To za nas gledalce je v bistvu dobro. Ker res dobimo tistega, mogoče je to sporočilo za producente. Če pa greva k današnjemu programu, ne, kot sem že prej omenila, gledali bomo 2 tvoja šolska filma. En dokumentarni film, Kesara, in pa igrani film Quick View, pa najprej k dokumentarnemu. Kesara je meni ena čudovita zgodba. Govori o enem dekletu, zdaj da ne bova preveč povedala,
ki ima nenavaden pogled na svet in to tudi javno pove. A ne? Hkrati se mi pa zdi, da kaj je lepota tega filma, je, da v bistvu njo vzame zelo zares in da v bistvu njo in njeno okolje pokaže z eno veliko ljubeznijo do ljudi. Pa me zanima, kako si kot prvo našel to punco, pa sploh se zmislil, kako boš oblikoval film, ali je nastajal sproti, ko ste bili na snemanju. Pa najbolj, no, bi te pa vprašala, kaj ti je bilo pomembno pri tej zgodbi? Ja, slišal sem pravzaprav prvič zanjo, to je bilo takrat, ta njena zgodba je bila že v medijih in je bila tudi po televiziji, je bil kak prispevek o Sari. In jaz sem pravzaprav, ko sem to videl, se mi je zdelo, da bi pa si želel sam pogledati svojo kamero k njim, k tej družini, k Sari konkretno, da bi si želel sam videti ali pa da bi si želel nekatere stvari iz prve roke tudi sam doživeti. Zdelo se mi je, da tisto, kar sem videl preko teh reportaž, da ni bilo čisto to, kar bi mene zanimalo, je pa bilo dovolj za to, da mi je nek interes spodbudilo. In potem je bilo to pravzaprav na akademiji, je to potekalo na ta način. Mi smo takrat imeli pravzaprav za ta šolski dokumentarni film, smo imeli pravzaprav spet eno serijo omejitev. Je bilo na voljo, smo imeli 3 snemalne dneve, se pravi celoten film, ni mogel film nastajati zdaj tak, bi rekel, sproti na dolgi rok, ampak si ti imel 3 snemalne dneve, ponedeljek, torek, sreda in to je to. Ti dobiš tistih svojih, ne vem, koliko smo imeli takrat, 7 rol 16 mm filma, 5 do 7, ne vem, za dokumentarni. Se pravi, ne prav dosti, 3 snemalne dneve in to je to. Je pa takrat potekalo na ta način priprava na dokumentarni film, da si ti moral razvijati pač seveda scenarij. Ampak jaz do te družine, ker so oni bili toliko zasedeni, jaz sem z njimi lahko govoril po telefonu, ampak nikoli prav zares nisem mogel do njih priti. Tako da mi smo se malo poznali, jaz sem vsaki teden tja klical, sem rekel, jaz moram v ponedeljek nekaj prinesti, imam uro, nekaj moram prinesti in oni, zdaj naslednji, pokliči čez 14 dni. In tako je to se meni odmikalo in do konca pravzaprav nisem vedel, ali bom jaz pravzaprav sploh lahko prišel, če bom sploh lahko snemal. Ampak se je potem ta možnost odprla, se je to zgodilo in smo pol v 3 snemalnih dnevih pravzaprav posneli to, kar je pravzaprav v filmu. In je ena taka, ne vem, ena taka lepota življenja, ta lep del človeka. Ja, jaz sem tudi doživljal, jaz sem probal na nek način tudi s kamero slediti temu, kaj pravzaprav Sara, probal sem na nek način, probal sem razumeti, kaj s kamero, probal sem biti, zdelo se mi je, da obstaja ena past tu, da bi hitro lahko, da bi se sam postavil lahko v neko vlogo ali pa kaj bi rekel, da bi začel gledati na to situacijo z nekim ali predsodkom ali obsojanjem ali v neko pozicijo neenakovredno, da ta past obstaja. In sem vesel, pač, da nimam občutka danes, da bi se recimo to zgodilo. Ja, dejansko se ni. Pol naslednji film, Quick View, je pa igran, kot sem že rekla, v bistvu je en triptih, ki se mi zdi, da tako na sicer mogoče bežen, ker gre za kratke filme, ampak vseeno zelo tak oster način pogleda v 3 slovenske družine, v razmere 3 slovenskih družin ali pa trenutke v 3 slovenskih družinah. Tako se mi zdi pomemben slovenskih, pa ne vem zakaj, ampak se mi zdi, da jaz čutim slovenskost v tem. Kako je pa ta nastal? Kako to, da si se tudi za trodelni film odločil? Jaz mislim, da je edino tako tudi prav in mislim, da zelo lepo pokaže to, kar sem rekla. Je pa zanimivo, da kratek film še razdeliš. Ja, to je tudi, če nazaj pogledam, je tudi to
to nekaj, kar mi najprej na nek način pade v oči, da pravzaprav kratek film, ki že tako ali pa tako imamo težave, ko se mi zdi na faksu, ko bi delali neke stvari, pa si preveč zastavimo za en kratek film, pa poskušamo to trpati noter v eno kratko formo. Dostikrat se zgodi to, ne, da ni potrebe v kratkem filmu, da bi ne vem koliko stvari noter tlačili, mi pa hočemo čim več nekako noter tlačiti in to mi najprej pade v oči, da jaz zakaj v kratkem filmu še delati znotraj tega 3 kratke filme. Ampak ne vem, takrat sva z Matevžem Luzarjem sva skupaj pisala ta scenarij in se spomnim, da takrat je bila pravzaprav ideja tega je bila, na kak način bi poskušala izhajati iz fotografije, v bistvu, da bi nek trenutek, nek ujeti trenutek na fotografiji, če bi poskusila malo si predstavljati zgodbo za tem ali pa tisti trenutek, kako je prišlo do nastanka te posamezne fotografije. In potem sva si zamislila 3 situacije in nekako sem potem poskušal narediti te 3 poglede na razmerja med, bi rekel, eno in drugo generacijo, se pravi starši in pa otroci. V 3. delu v vlogi očeta igra tudi Dušan Jovanović, ki smo ga glih pred kratkim izgubili, pa tako fino zaživi na filmu v neki čist drugi vlogi, kakršen je on v resnici bil, ampak je zelo organski. Kako je bilo snemati z njim, oziroma z njim si potem snemal še dokumentarni film. Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba. En čudovit film o gledališču, o teh ljudeh, ki jih snemaš, o njihovih življenjih, o enem obdobju časa. Mislim, meni se zdi ta dokumentarc tudi ful poln stvari. No, ampak če greva recimo 10 let nazaj, kako je bilo pa delati z njim na študentskem filmu? A si ga že prej poznal? Kako si sploh se odločil zanj? Ne, nisem ga poznal prej. Zdaj ne vem, če sem prav spomnil, zakaj točno sem se odločil zanj, ampak mislim, da mogoče sem se najprej odločil, da bi imel to eno celo družino sestavljeno pravzaprav iz 3 žensk, se pravi, da bi imel Ivo Zupančič, Mileno Zupančič pa Jano Zupančič noter in potem... Veš, da sploh nisem. Da je to ta Zupančič družina, čeprav niso v sorodu. Potem pa po moje, ko sem se odločil za Mileno, pa sem po moje v tem smislu tudi pomislil na Dušana. No, to bi zdaj rekel. Nisem popolnoma prepričan, ampak mislim, da je šlo nekaj v tej smeri. Ampak je bilo pravzaprav zelo enostavno, imam v spominu to snemanje. Spomnim se pa samo Dušana, da mi je rekel, tam smo snemali na tej eni kmetiji in v tej starem delu, tej stari hiši. In se spomnim, ko je takrat pač seveda je bilo tudi v filmu, pa nasploh v tistem času, seveda je bil čas kolin in potem smo imeli te tam pečenice, krvavice, to je pač, ne, bilo tudi v filmu tako zamišljeno, da bo. In to so seveda tudi prinesli ti lastniki te kmetije in tega je bilo polno in se spomnim, kako je on že takrat mi je rekel, ti poslušaj, kako bi bilo pa to možno, da bi to na filmu se začutil ta von, to, kar je on zdaj takrat vohal, te klobase pa to zelje, kako bi zdaj lahko to prenesli ali se bo to v filmu tako tudi lahko začutilo, no. Tako da tu se ga najbolj spomnim, no, v tem. Ja, drugače pa to, kar sem pa kasneje z njimi snemal, je pa pravzaprav bil užitek jih opazovati, njih, pri njihovem delu, pri neki strasti njihovi, pri nekem erosu, kreativnem. Vedno znova, do konca pravzaprav, ta potreba po ustvarjanju. Ne, sploh se mi zdi za Quick View, tako, ko so te male zgodbice, mali prizorčki, ampak da so vsi igralci v vseh 3 zgodbah tako dobri,
dobro zrežirani, tudi situacije postavljene, da s takimi minimalnimi pač sredstvi, rečemo temu, a ne, blazno enih plasti pride ven, ne, ker ne govorimo samo o družini, govorimo o celi družbi, o stiskah posameznikov pa tako naprej, ne, in se mi zdi ful, da je zelo natančno izdelan, ampak zelo učinkovito, če je to beseda sploh za ta užitek, ki ga imamo ob gledanju, ali ne. To, kar si pa rekel, če se von, ma dejansko se, zato ker je ta fant, Adam, To je Dušanov predlog za ime, to pa se ker spomnim. je ta On je prvi prvinski. predlagal, kak mu naj bo ime, rekel Adam. In to sem jaz vzel in to je njegov predlog. In se čuti pri njemu tudi to, ker ne samo, da je temnopolt, on je tudi baletnik, a ne, in je tako. In res prav iz te njegove take zadržane prijaznosti res čutiš, kako je tam vse zelo prvinsko, ne. Super. Pol bomo gledali pa te 4 filme, ki so posneti na 4 lokacijah v Sloveniji. Nastali so, kot sem že rekla, v bistvu, da je pobudo dal Muzej za arhitekturo in oblikovanje in ste na enih posebnih arhitekturnih lokacijah posneli filme. Kakšne okvire si imel, kako ste te filme sploh naredili? Ja, se pravi, v sklopu Muzeja za arhitekturo in oblikovanje so si zamislili en projekt, eno serijo, ki se je imenovala Majhno in pametno. In tukaj so si oni zamislili, da bi izbrali pravzaprav 6 objektov arhitekturnih, se pravi 6 lokacij. To bi bila njihova izbira, da bi pa poskušali zdaj v te lokacije naseliti zgodbo in da bi poskušali pravzaprav ustvariti nekaj, kar je presek arhitekture in filma. In potem so pravzaprav na tisti točki, ko sem jaz prišel, zraven so se obrnili na Daneta Hočevarja, producenta, in potem je bila ideja, da bi pravzaprav 3 režiserji delali vsak po 2 lokaciji. 2 bi delal Damjan Kozole, 2 Metod Pevec, pa 2 jaz. Ampak potem je imel Metod, je imel neke obveznosti, skratka ni mogel, in sem jaz na nek način prevzel še njegovi 2 lokaciji, tako da sem jaz, zaradi tega je izpadlo, da sem jaz delal 4. Bila je pa pravzaprav omejitev, se pravi lokacija je bila omejitev in omejitev je bila dolžina, se pravi, da naj bo to nekje do 5 minut dolžine, in to je pravzaprav pomenilo, da smo imeli en snemalni dan na voljo, in se pravi na vsaki lokaciji en snemalni dan. Na eni mogoče še manj, no, bi rekel še pol celo, ampak nič, poskušal sem si pol, glede na to spet, na kak način sem jaz pač doživljal te prostore, sem poskušal na nek način spet spostaviti nek odnos do njih ali pa jih spustiti skozi sebe pa videti, kaj je tisto, kaj je zgodba, ki bi si jo lahko predstavljal v teh prostorih. Ni bil toliko plan, da bi poskušali kazati samo film, ki bi predstavljal arhitekturo, ne. Dejansko je šlo za nek spoj arhitekture in filma, no. Res filmično pride do tega spoja in spet iz tega spoja ne govori samo o teh okoljih arhitekturnih, ki so zelo specifične, zelo posebna, ampak pridejo ven iz teh mini zgodbic, tako te širjave človeškega delovanja, razmišljanja, tako super je, no. In še hecen. Mogoče za zaključek nekaj, kar mogoče ne boš hotel povedati, ampak a že snuješ en nov film? Počasi spet, no, spet počasi nekaj trka, ne bi rekel še, da ruži prav po vratih, ampak nekaj trka vsakih toliko časa. Bom pa to počasi razvijam, ampak bom pa najprej se lotil enega kratkega filma. To bom pa prej se lotil, mogoče. Ja, to se bom, ja. Tako da grem spet nazaj v kratki film, da bi posledično razvijal tega daljšega, no.
Super, komaj čakamo. Jaz bi tukaj samo še dodala, da na portalu MMC, portalu TV Slovenija, sta z Miranom Zupaničem komentirala tvoj nagrajeni film Oroslan, tako da je film s komentarjem ali pa brez komentarja zdaj še na voljo za ogled, tako da bi povabila vse, da še tega pogledajo. Najprej pa vabljeni, da pogledate kratke filme, ki smo jih predstavili zdaj. Matjaž, ful hvala. Komaj čakam, da se srečamo spet v kinodvorani zares. Ne samo, da čikole čakole, ampak da gledamo filme. Hvala ti. Jaz tudi komaj čakam, da se dvorane odprejo, pa hvala za pogovor.